Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: Ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. Grešni
Lep pozdrav in božji blagoslov iz prostorov Krščanske adventistične cerkve v Kočevju. Leti, kakor tudi druga podobna shajališča vernih po Sloveniji in svetu, že 2 meseca samevajo in čakajo na svoje obiskovalce. Do tedaj se bomo shajali virtualno s pomočjo elektronskih medijev. Upam, da zaradi tega ne bomo nič manj obveščeni in predvsem blagoslovljeni pri proučevanju neizčrpnih tem iz Božje besede. Ali ste se že srečali s pojmom svetlobno onesnaženje? V slovenski Wikipediji je pod pojmom svetlobno onesnaženje zapisano sledeče. Besedna zveza svetlobno onesnaženje pomeni vsak neposreden ali posreden vnos umetne svetlobe v okolje, kar povzroči povečanje naravne osvetljenosti okolja. Med drugim povzroča zdravstvene težave, onemogoča vidnost zvezd v mestih, moti astronomska opazovanja, trati energijo in moti ekološke sisteme. Po drugi strani bi vas želel popeljati kar nekaj stoletij nazaj v zgodovino. Pravzaprav bi želel vas odpeljati v eno mesto v avstrijskem cesarstvu, ki danes ni več v Avstriji, tedaj je bilo. Ime tega mesta je bilo Goče, danes je bolj znano kot Kočevje. Bil je december, adventni čas, eden tistih pravih, temen, zamegljen, čemeren, z malo snega, z malo dežja, z nočmi brez zvezd in brez lune. Ljudje so šli po svojih opravkih, nekomu je bilo v mislih, kako le preživeti to zimo, ki se je komaj začela. Kako najti čim cenejše zaloge hrane in drv za ogrevanje. Spet drugi so bili malo boljše sreče in so razmišljali o tem, kako bodo okrasili svojo hišo, kje bodo našli smrečico, ki je v okolici Kočeja bilo vedno dosti, vendar so bile lastnina gospoda Auersperga. Tem kratkim uram temnega, hladnega in zamegljenega dne so sledile dolge, še temnejše ure, ki so nastopile prehitro. Dnevu, ki je bil že zaradi zimskega časa in hitrega sončnega zahoda zelo kratek, je dnevno svetlobo še bolj ukradla in praktično skrajšala čas dnevne svetlobe na pičlih 6 ur ponesrečena lega mesta, ki na jugozahodnem obzorju ima visoki mestni hrib. Če bi prebivalcem Gočeja tedaj nekdo poskušal kaj govoriti o svetlobnem onesnaženju, bi mu rekli, da bi jim ta nesnaga še kar dobro prišla. Počasi so minevali ti dnevi adventa in prišel je Božič. Še kako so ga bili veseli vsi, otroci in odrasli. Prvi, ker so nekaj dobili, ker so vsaj nekaj časa delili s starši veselje in toploto. Drugi pa zato, ker se je dan končno začel daljšati. Ne tako hitro, kot bi jim to ustrezalo, toda vztrajno in gotovo vsak dan. Skoraj 10 minut tedensko. No, zdaj pa pojdimo še dlje nazaj v preteklost. V 30. leta našega štetja. Evangelist Janez v 22. vrstici 10. poglavja svojega evangelija pravi, da je bila zima in da so v Jeruzalemu obhajali praznik tempelskega posvečenja, Hanuko. Praznik imenujejo tudi praznik luči. Gre za drugega od 2 praznikov, ki jih ni uvedel Mojzes in nista zapisana v Tori. Prvi je Purim, ki se obhaja v februarju in ima svoje poreklo iz časa Estere, kot spomin na rešitev Judov v Perziji v času Mordohaja in Ahasverja. Drugi pa je Hanuka ali praznik luči.
Njega so ustanovili kot spomin na čiščenje in ponovno vzpostavitev služb v svetišču, in sicer po oskrunitvi, ki jo je prizadejal Antioh Epifan v 2. stoletju pred našim štetjem. Tako je oskrunil sveti judovski tempelj, da je v njem daroval celo prašiče. Po legendi oziroma spominu na ta zadnji dogodek v vojni naj bi bilo zalog oljčnega olja, ki je bil nujna sestavina za pravilno opravljanje bogoslužja v templju, dovolj le za en dan. Kot po čudežu pa je olje zadostovalo za celih 8 dni, ravno dovolj dolgo, da je bilo moč pripeljati nove zaloge. Zato so ustanovili praznik in modelirali popolnoma nov svečnik. Deveterokrako menoro. Torej, tu vidimo Jezusa v templju v neposredni bližini velikega svečnika. Le kako pomemben je bil ta svečnik? Pa ne le ta. V vsaki hiši je stal eden in vsak naslednji dan 8-dnevnega praznika bi Judje v svojih hišah prižgali naslednjo lučko tega svečnika. Ob koncu temnih dni leta se zdi, kot bi mi ljudje želeli pomagati naravi. Še malo luči. V gosti temi pa je tudi malo luči veliko. In sedaj se pojavi Jezus in zraven teh luči spregovori: Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Ellen White je o tem zapisala sledeče. Z razsvetljevanjem Jeruzalema je ljudstvo izražalo upanje, da bo Mesijev prihod razsvetlil Izraela. Toda za Jezusa je imel ta prizor globlji pomen. Kakor so tempeljske svetilnice širile svetlobo povsod okrog sebe, tako bo Kristus, vir duhovne svetlobe, razsvetlil temo sveta. Vendar pa ta prispodoba ni bila popolna. In sedaj zapazite tole. Velika luč, ki jo je on postavil na nebo, je bila resničnejša prispodoba slave njegovega poslanstva. Bilo je jutro. Sonce je vzhajalo nad Oljsko goro in žarki so z zaslepljujočim bleskom obsevali marmorne palače in pozlačene tempeljske zidove. Jezus je pokazal nanj, torej na sonce, in rekel: Jaz sem luč sveta. Zanimivo razmišljanje sestre White. Jezus je pokazal na sonce in rekel: Jaz sem luč sveta. To, da so se kristjani 4 stoletja pozneje odločili počastiti Jezusovo rojstvo prav na dan rojstva sonca, je bilo njihovo kljubovanje poganskemu čaščenju Jezusovega stvarstva, torej sonca, in jasno sporočilo, da je Jezus največja luč. Pravzaprav v prvih poglavjih 3 evangelijev, Matejevem, Lukovem in Janezovem, čeprav samo 2 od teh omenjata Jezusovo rojstvo, najdemo kar 8 omemb luči, ki je zasijala v temi. V Mateju 4:16, v Luku 1:79, Luku 2:32 ter v Janezu 1:4,5,7,9 in 1:3,19. Luč, ki je omenjena v teh vrsticah, se vedno nanaša na Jezusa. Ravno tako, kakor je Jezus uporabil praznik, ki ni imel ničesar s svetopisemsko tradicijo, ki je bil predvsem praznik luči sredi temnih dni ob koncu meseca Kisleva, decembra, da bi s tem pokazal na pravo luč, tako tudi mi tega temnega decembra moramo kazati nanj, ki je resnična luč tega sveta. Zakaj? Prav zaradi istega razloga, zaradi katerega je luč prišla na svet. Zaradi teme. Ta tema ni astronomska tema dolgih noči in kratkih dni v decembru. Ta tema je opisana v knjigi preroka Izaija 60. poglavju, kjer beremo: Vstani, zasij, kajti prišla je tvoja luč in Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj. Kajti glej, tema pokriva zemljo in megla ljudstva. Nad teboj pa vzhaja Gospod in njegovo veličastvo sije nad teboj. Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje. Tema v Svetem pismu je beseda z zelo enoznačnim pomenom.
vse slabo in vse, kar je proti Bogu. Zlo, hudobija, laž, krivica, zmota, neznanje, sovraštvo, greh, smrt. Tema pomeni tudi stanje konfuzije, nereda, zmede. Sveto pismo v svoji prvi vrstici pravi, da je bila v začetku tema in da je Bog v tej temi ustvaril svetlobo in jo ločil od teme. S prihodom Jezusa, z učlovečenjem besede, ki je ustvarila svetlobo v začetku, je zasvetila luč v temi zla, hudobije, laži, krivice, zmote, neznanja, sovraštva, greha, smrti, ki so prišle na svet zaradi delovanja Satana in človekovega padca. Janez to opisuje v prvem poglavju svojega evangelija z besedami: resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Duhovnik Zaharija, ko je spregovoril po rojstvu sina Janeza, je v preroškem navdihu izgovoril sledeče besede, ki so se nanašale na prihod Mesija. Berem v Luku 1:76 do 79. In ti, dete, se boš imenovalo prerok najvišjega, pojdeš namreč pred Gospodom, da pripraviš njegova pota in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje o odpuščanju njihovih grehov, po prisrčnem usmiljenju našega Boga, zaradi katerega nas bo obiskalo vzhajajoče sonce z višave, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravna naše noge na pot miru. Kakšen pomen ima Jezusova izjava: jaz sem luč sveta? Kakšen pomen ima za nas danes? Ali je današnji svet bolj razsvetljen? Rad bi to spregovoril metaforično v slikovitem smislu, da bi me bolj razumeli. Ali zaradi vseh lučk in luči, sijalk in reflektorjev, ognja in bliskov, lune in zvezdic ne potrebujemo več sonca? Vračam se nazaj k navedku iz 51. poglavja knjige Hrepenenja vekov, oziroma nadaljujem, kar je tam pisalo, kjer pravi: prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je že prihajala na svet. Svet je imel svoje velike učitelje, ljudi velikanskega uma in občudovanja vrednih raziskovalnih posegov. Njihove izjave so spodbujale ljudi k razmišljanju in odpirale prostrana znanstvena področja. Ti ljudje so bili spoštovani kot voditelji in dobrodelniki svojega rodu. Toda je nekdo, ki je višji od njih. Zasledujemo lahko celo vrsto največjih svetovnih učiteljev, vse dokler segajo podatki o človeškem rodu. Toda luč je bila pred njimi. Kakor luna in planeti svetijo tako, da odsevajo svetlobo sonca, tako tudi veliki svetovni misleci odsevajo žarke sonca pravičnosti, če je njihov nauk pravilen. Vsak miselni dragulj, vsak preblisk uma izvira od luči sveta. Če smo kdajkoli potrebovali luč, jo potrebujemo danes. Kajti glej, tema pokriva zemljo in mrak narode, pravi prerok. Predsedniki, duhovni voditelji, novinarji, javni delavci, ljudje, velmožje, katerim je zaupano vodenje in izobraževanje ljudstva, danes brez kakršnega koli očitka sebi in svoji vesti uporabljajo laži, jih širijo in prikazujejo kot resnico in hkrati obtožujejo druge, da širijo lažne novice. Parlamenti in nažalost tudi cerkve so postali odri, s katerih se brez kakršnega koli sramu širijo lažne novice. Eni zavestno, drugi pa ne. Drugi pa ne vede, jih širijo naprej in rezultat je, da živimo čedalje bolj globoki temi. Če kdo kdaj spregovori resnico, si drzne povedati po pravici, se zavzame za tiste, ki so prizadeti zaradi laži in obrekovanja, takega se omalovažuje in se ga ima za lažnika. Čedalje je manj ljubezni do raziskovanja in iskanja resnice.
izmišljene zgodbe, namenske laži polnijo Facebookove in Twitterjeve objave. Obstajajo celo podjetja, ki služijo denar na račun lažnih objav. Kdo so lahko tisti, katerim je stalo do tega, da se objavljajo lažne novice in ki so pripravljeni dati svoj denar ljudem, ki jih objavljajo? Kdo so po drugi strani tisti, ki berejo te novice in na njih gradijo svoje življenjske odločitve? Danes je čas, da se vprašamo, ali smo mi med njimi. Jezus je luč, ki razsvetljuje ta svet. Glede na Janezov evangelij, Jezus je tudi beseda. Glede na številne navedke v Svetem pismu, beseda je luč. In tu je sklenjen logični krog. Beseda je Jezus, Jezus je luč, potem takem je beseda luč. Tudi Psalm 119:105 nam pravi tako. Ali nam pomeni kaj ta beseda? Ali s to lučjo preiskujemo po temi, ki je prekrila zemljo, in po mraku, ki dela zmedo med narodi? V teh temnih urah in dneh decembra, ko se lahko razveselimo vsake najmanjše lučke, v času pričakovanja, da se sonce povzdigne iz svojega vsakdan šibkejšega sija, se spomnimo, da živimo v enem še bolj pomembnem adventu. V pričakovanju prihoda in nastopa večne luči. Bodimo tudi mi nosilci te luči, luciferji, v pozitivnem smislu besede. Moj zaključni letnik v Maruševcu si je povzel to geslo v latinščini. Ferite lucem ali nosite luč. Delite z ljudmi Jezusa, ki je luč sveta. Delimo Jezusa, ki je delil dobrote, tako da jih tudi mi delimo. Toliko, kolikor jih premoremo, v sorazmerju z blagoslovom, ki nam je bil dan, delimo te blagoslove naprej. Kot je rekel Bing Crosby, znani ameriški pevec, ki je postal slaven po pesmi White Christmas ali Beli Božič. Rekel je, če si ob Božiču ne ustvarimo priložnosti, da bi delili prejetih blagoslovov, ga tudi ves sneg zaljaske ne bo naredil belega. Gradimo mir, ter tako bomo postali Božji otroci. Širimo resnico in prekinjajmo verige laži. Kako? Tako, da bomo vzljubili resnico, če tudi nam je včasih dolgočasna in neprijetna. Vzljubimo znanje in se dajmo učiti in poučevati, pa čeprav smo že zdavnaj zapustili šole in se nam zdi, da smo prestari za učenje. Ljubimo svoje bližnje in celo sovražnike, da bomo otroci luči. In ne nazadnje, ne bojmo se imenovati greha z njegovim pravim imenom in prenehajmo ga delati. Zato je prišla luč na svet. Molimo. Dragi Jezus, ti luč sveta, hvala ti, ker si se nam razodel enkrat v zgodovini. In mi te prosimo, da se nam razodeneš tudi v prihodnosti. Prosimo te, Gospod, dodeli nam mir, da bi lahko v tem miru oznanjali tebe, luč tega sveta. Vodi nas, Gospod, tudi v temačnih časih, kakršni so danes, da bi znali, govoreč o tebi, pa ne samo govoreč o tebi, ampak tudi deleč tebe ljudem. Tebe, luč, večno luč sveta, da bi tako postali tvoji otroci. To te prosimo v tvojem svetem imenu. Amen.